Dober dan tudi z moje strani. Spoštovane članice in člani, dame in gospodje, dovolite mi, da na kratko predstavim naše programske prioritete, ki naslavljajo zeleni preboj. Najprej pa bi rad opravičil odsotnost kolega Bojana Kumra, ki je v preteklih tednih koordiniral pripravo programa na tem področju, a ga je žal danes, tako kot mnoge druge, doletel COVID in zato ga danes ni z nami. Tako da mu želim čim hitrejše okrevanje. Če bi morali izbrati eno besedo, ki opiše program stranke na področju zelenega prehoda, je to opolnomočenje. Opolnomočenje posameznika, da pomaga pri preobrazbi skupnosti, in opolnomočenje skupnosti, da dosega prave razvojne cilje. In skupnost se mora preobraziti, če želimo kot človeštvo preživeti na zemlji in prosperirati naprej. Zato moramo nujno čim prej prenehati uporabljati fosilne vire, bistveno zmanjšati odpadke, se bolj odgovorno obnašati do narave in jo čuvati kot nekaj svetega. Danes je verjetno tudi največjim dvoumljivcem jasno, da je tako za podnebje kot za energetsko varnost na dolgi rok edini pravi odgovor radikalno zmanjšanje rabe fosilnih goriv, ki pa jih moramo pospešeno in intenzivno nadomeščati z obnovljivimi viri in pametnimi tehnologijami. Hkrati moramo skrbno varovati našo naravo, vključno z živalskim svetom, in se odgovorno obnašati tako, da bodo naši zanamci imeli dom in obljubo blaginje. Kot je rekel Nelson Mandela, vedno se zdi nemogoče, dokler ni narejeno. V Gibanju Svoboda zeleni preboj postavljamo na prvo mesto razvojne vizije za našo družbo. Država mora najprej dati zgled in z nami ga bo dala, da z roko v roki, z lokalnimi skupnostmi omogoči pospešen razvoj obnovljivih virov energije na vseh področjih, politikah in navadah ter sferah življenja. Zato bomo, če dobimo mandat, v najkrajšem možnem času sprejeli nov zakon o prednostnem umeščanju obnovljivih virov energije v prostor za zagotovitev energetske varnosti Slovenije. Prenovili energetsko in okoljsko zakonodajo s ciljem olajšati izvajanje tako imenovanih OVE investicij ter spodbujali projekte na tistih tehnologijah, ki so bile v preteklosti zanemarjene. Pospešili bomo solarizacijo vseh ustreznih površin in podpirali samooskrbo vseh oblik, tudi z namenom blaženja energetske revščine. Prevetrili bomo davčno in fiskalno politiko na področju rabe fosilnih energentov ter obnovljivih virov in zelenih tehnologij. Dobičke podjetij, ki so v lasti države, bomo preusmerili v nove investicije za obnovljive vire energije. Več evropskih sredstev bomo namenili za zeleni prehod, ki ne bo samo prehod, ampak preboj. Odgovorno bomo pristopili k odločanju o gradnji nove jedrske elektrarne in spoštovali odločitev ljudi na referendumu. Prav tako bomo pri opuščanju rabe premoga zagotovili pravičen prehod za vse, ki so prizadeti. Na področju kmetijstva bomo spodbujali trajnostno in ekološko kmetovanje ter vzpostavljanje zelenih in lokalnih dobavnih verig. Obenem pa moramo tudi sami potrošniki bistveno spremeniti prehranjevalne ter nakupovalne navade in s tem prispevati k bolj etičnemu odnosu do narave in živali. Prometni sektor, kjer danes porabimo največ energije in praktično vsa je uvožena iz tako imenovanih tretjih držav s pomanjkljivimi ali neobstoječimi demokratičnimi standardi, potrebuje pospešeno elektrifikacijo, radikalen in takojšen razvoj železnic ter večjo vlogo javnega potniškega prometa in alternativnih oblik mobilnosti. Poseben poudarek bomo dali tudi na gospodarski del in sicer na podjetništvo in inovativnost. Potrebujemo več zelenih delovnih mest in, kot je bilo rečeno, več delovnih mest z višjimi plačami oziroma visoko dodano vrednostjo.
Intenzivno bomo podpirali raziskave, razvoj in inovacije ter nove tehnologije. Prav temu cilju smo v gospodarskem delu programa namenili vrsto ukrepov, ki bodo generirali podjetniško odličnost, predvidljivo in stimulativno poslovno okolje ter hkrati z digitalnim prehodom omogočili predvsem krožno gospodarstvo v dobro vseh. Nikakor pa nismo pozabili na turizem, katerega bomo spodbujali predvsem v smeri zelenega in destinacijskega turizma, ki bo znal poudariti lepote Slovenije in naših naravnih zakladov. In naj zaključim z mislijo, Slovenija je včasih veljala za zeleno oazo. Povrnimo ji ta sijaj in poskrbimo, da bomo vsi imeli svetlo prihodnost.